Spoštovani predstavniki medijev, danes želim skupaj z kolegicami predstaviti pametne rešitve iz našega programa 10+100, ki se nanašajo predvsem na področje šolstva, sociale in pa znanosti. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da imamo v Sloveniji izjemno slabo socialno sliko, da imamo okoli 110 tisoč brezposelnih oseb, od tega kar 30% mladih, in da je ta slaba socialna slika povezana tudi z stanjem v šolstvu. V Slovenski demokratski stranki imamo vrsto dobrih ukrepov in rešitev za ta področja. Naj omenim enega, to je, ki smo ga tudi predstavili v predstavitvi našega programa, to je, da želimo uvesti obvezno srednješolsko izobraževanje. Stanje konec leta bo tako resno, da nova vlada dejansko ne bo imela pravice zahtevati 100 dni miru, da se ministri bi peljali v delo. Gospodarska situacija se z dneva v dan slabša, država pa ima vsak dan še vedno porabi na dan 10 milijonov več, kot pa jih ustvarimo. Slovenska demokratska stranka je z ekipo preizkušeno doma in pa seveda tudi v tujini sposobna v prvih 100 dneh narediti najnujnejše, da presekamo to spiralo pesimizma, pomanjkanja ambicij in pa seveda tudi sušo finančnih virov ter začeti obračati smer razvoja navzgor. Če mi dovolite, ustvarjanje novih delovnih mest in pa polna zaposlenost sta pogoj seveda za dolgoročno stabilnost v družbi in pa seveda zagotavljanje same socialne varnosti. Hitrejša gospodarska rast je največji spodbujevalec zaposlenosti in tudi najboljše sredstvo socialne varnosti ter družbene vključenosti prebivalstva. S razporeditvijo narodnega dohodka bo država seveda skrbela, da bo vsem državljanom zagotovljena osnovna socialna varnost in pa enake možnosti zaposlovanja tako osebnih in pa zadovoljevanja osebnih in pa skupnih eksistenčnih potreb. Demografske spremembe in pa visoka brezposelnost opozarjata vse nas na dolgoročno nevzdržnost pokojninskega sistema, ki je seveda ob tem še zapleten in tudi nepregleden. Samo področje visokega šolstva, znanosti in tehnologije pa ima po naši oceni še posebno pomembno vlogo, saj sta izobrazba in pa znanje seveda temelj za prihodnost, za razvoj in pa za blaginjo slovenske družbe. Zato bomo seveda tudi na tem področju izvedli nekatere ključne ukrepe, o samih ukrepih na posameznih področjih pa bodo seveda spregovorile moje kolegice.